Danes v Pomurskem dnevniku. Legenda dobila svoj muzej. Letovanje otrok v Punatu. Nova sredstva za namakalne sisteme. Slovenski nogometaši danes proti Portugalcem. Vreme, jutri delno jasno in hladneje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna je občina Pesnica v Jarenini odprla muzej Alfi Nipič. V zgradbi, poimenovani Štajerska hiša glasbe, je osrednji prostor namenila muzeju, enemu največjih slovenskih pevcev narodno-zabavne glasbe. Razstava obsega predstavitev njegovega življenja, pevca narodno-zabavne in zabavne glasbe. Njegove glasbene poti od glasbenih začetkov, uspehov na popevki Vesele jeseni, legendarnega silvestrskega poljuba, sodelovanja z ansamblom bratov Avsenik, nadaljevanja samostojne glasbene kariere, koncerta Avsenikov v Jarenini 1983 in 1988, turnej in gostovanj v tujini ter nagrade, priznanja in zlate plošče. Mislim, da je prav, z ozirom na to, da je naša glasba, narodno-zabavna glasba, segla tako daleč stran od meja Slovenije, da imamo tudi kakšen takšen muzej tudi v Sloveniji, ki bo nekako pokazal, kaj se je vse zgodilo z našo narodno-zabavno glasbo izven naših meja in pa tudi v Sloveniji. Staro šolo v Jarenini je občina Pesnica obnovila za namene kulturne, prireditvene, muzejske, razstavne in turistične dejavnosti kraja Jarenina in celotne občine Pesnica. Kot šolska zgradba je služila od leta 1816 pa vse do leta 1986, kar pomeni skoraj 170 let. Danes pa to stavbo odpiramo novim namenom. Poleg stalne razstave v muzeju so v obnovljenem objektu še večnamenska dvorana, trgovinica za obiskovalce, prostori turističnega društva in vinoteka. Po besedah župana občine Pesnica je Alfi Nipič za njihovo skupnost mnogo več kot le izjemen glasbenik. S svojimi melodijami in pesmimi je namreč zaznamoval življenja številnih generacij. Ne le v Mariboru, odkoder je doma Alfi Nipič, ne le v Jarenini sredi Slovenskih goric, kjer živi v svoji hiši, ne le na Štajerskem. Po celi Sloveniji je med ljudmi beseda Alfi tako rekoč ljudska beseda. Kakor nihče dodatno ne sprašuje, kaj je to Drava, Pohorje, Maribor, tako razen kakšnih resnih turistov od drugod nihče ne vpraša, kdo ali kaj je to Alfi. Tako da res smo ponosni na to, da tukaj že skoraj 50 let Alfi Nipič živi v Jarenini. Priprava stalne razstave je potekala pod strokovnim vodstvom Muzeja narodne osvoboditve Maribor, kjer je bila leta 2021 postavljena razstava ob 50. obletnici pesmi Silvestrski poljub. Muzej bo odprt vsak dan med 10. in 18. uro v poletnem in med 10. in 17. uro v zimskem času. Mariborski Rdeči križ poleg zagotavljanja materialnih paketov že 69 let izvaja en zelo pomemben socialno-varstveni ali pa zdravstveno-preventivni program za otroke, in sicer letovanje otrok v letovišču v Punatu. Tisti, ki so socialno ogroženi iz tega našega področja, lahko prijavijo svoje otroke na letovanje, zaprosijo za subvencijo, sredstva zagotavljajo lokalne skupnosti, sredstva zagotavljajo zdravstvena zavarovalnica za tiste, ki so bolani, in mi smo na ta program pravzaprav zelo ponosni. 70 let že delujemo v to, da pomagamo otrokom, da lažje razvijajo svoje sposobnosti, da lahko polnopravno živijo v tej naši družbi, in s tem smo doprinesli k boljšemu razvoju tega mariborskega konca. V zadnjih letih pa smo začeli ta vrstni program oziroma podoben program organizirati tudi za starostnike, za starejše, in izkazalo se je, da starejši so pa pravzaprav tista skupina, ki še bolj potrebuje neke organizirane oblike počitnic, kjer mi poleg počitnic samih nudimo tudi izobraževanja iz zdravstveno-preventivnega področja, izobraževanja iz uporabe modernih tehnologij, digitalne pismenosti. Ključno pa se nam zdi, da preko teh programov mi krepimo njihovo socialno mrežo, zato da lažje in kvalitetno živijo v svojem lokalnem okolju.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, razpisalo 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vlogo je mogoče oddati od 22. julija pa vse do 20. septembra. Cilj razpisa, ki ga je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani, je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih. Na ministrstvu so poudarili, da je ključni pogoj za prejem sredstev, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena 2 ali več uporabnikom. Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične kot pravne osebe. Nepovratna sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna. Ministrstvo pa bo upravičencem povrnilo do 100% upravičenih stroškov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem sporočilu za javnost zapisalo, da gre za jasen signal potencialnim vlagateljem čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov. Obenem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 21. uri v Frankfurtu igrala osmino finala Eura 2024. Tekmec bo Portugalska, ki je favorit. To pa so bili tudi Danci, Srbi in Angleži v prvem delu. Semi pa je Slovenija igrala neodločeno. To bi proti Portugalski pomenilo podaljške, kar bi bržčas zadovoljilo vsaj 6.000 Slovencev, ki bodo na tekmi. Selektor Slovenije Matjaž Kek je opozoril, da bo hudo narobe, če se bodo takoj znašli pod pritiskom. Se zavedamo, proti kateri reprezentanci igramo. Reprezentanca, ki pravzaprav ne veš, kje bi začel naštevati, ko govoriš o njihovi individualni kvaliteti same reprezentance. Imeli so privilegij mogoče, da celo malo kalkulirajo, ampak mi tega nismo imeli. Tako da hvala selektorju portugalske reprezentance, ker jaz o njih mislim, da sem že povedal ničkolikokrat in izredno spoštujem človeka, ki ima pozitivno komunikacijo in ki ima spoštovanje za to, spoštovanje tudi za naše strani, največje možno. Med fanti bo po rojstvu hčerke spet tudi Tomi Horvat, ne bo pa kaznovanega Erika Janže. Namesto njega bo verjetno začel Jure Balkovec. Vsi pa pravijo, da se zavedajo, da je to nov mejnik. Mislim, da bi bilo nekaj narobe z nami, če v tem trenutku ne bi želeli še več. Mislim, da je to čist nekaj človeškega, da v vsaki dobri situaciji vedno želiš še več in taki smo tudi mi. Nismo se zadovoljili definitivno s tem, da smo prišli v izločilne boje. Vemo, da je pred nami favorizirana Portugalska, ampak tudi mi smo kvalitetna ekipa in smo to že dokazali na tem Euro. Tekmo v Frankfurtu na stadionu s kapaciteto več kot 50.000 gledalcev bodo sodili Italijani. Preverimo še, kakšna je vremenska napoved za jutri. Danes dopoldne so se od severa začele pojavljati plohe in nevihte. V krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 23, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okrog 15, podnevi pa do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek bo več sonca, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 14, čez dan pa od 23 do 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Nasvidenje.